Hej, dobrodošli na mojem kanalu, moje ime je Vanessa in ja, torej, ker je danes sobota, delam slovenske videe, ob sredah pa objavljam angleške, teda če vas zanima to, sreda. Pred kakima 2 do 3 tedni sem dobila pošiljko na dom od Magic Plannerja in to je v bistvu spletna stran, oziroma ne spletna stran, ampak podjetje, ki proizvaja planerje za ljudi. Imajo Facebook stran, imajo Instagram, imajo Etsy trgovino in pa tudi kupite jih lahko v vseh Felix knjigarnah. 18. se mi zdi, sem dobila na dom paket, ki je izgledal tako in piše Darling, just fucking own it. In je taka škatlica. In pač, ko sem odprla, je tukaj taka kartica, ki piše Love and thanks from the bottom of our hearts. In piše MP team, ki je v bistvu tukaj gori, samo je dol padla. In od znotraj je bil tak roza planer. Danes bom naredila oceno na ta planer in pač flip through, da vam bom pokazala, kako izgleda pa vse. Za Magic Plannerja smo se dogovorili tako, oni so mi poslali v bistvu za stojn ta produkt in so rekli, da v zameno v bistvu jaz naredim review, ki je pač honest, oziroma realen in pač to, kaj si dansko jaz mislite, da pač nisem plačala kakorkoli, ne, ampak sem se to dobila za stojn. Dejansko sem že imela njihov planer in sem ful vesela, ko so mi dejansko oni poslali ta planer, ki mi je dejansko, ne vem, meni je tak 100-krat boljši od lanskega. Na prvi strani piše I run this castle, pa je tako rose gold napisano in je ful luškano. In ko odpreš, je sicer ta stran je podobna lanskemu letu. Letos imajo še tak celoletni kalendar, kar se meni zdi tak jas! Zaenkrat imam jaz samo napisane rojstne dneve in te stvari. In potem imate po mesecih, je taka razpredelnica, ki imaš take kvadratke in je v bistvu vsak dan posebej napisan. In ja, to mi je ful všeč, ker pač mi je vseeno fajn, da imaš recimo celoletno približno kalendar, kako izgleda, potem imaš mesečni in lahko tam noter pač napišeš recimo, ne vem, dvigni papirje, to sem si napisala, potem pa greš po dnevih oziroma po tednih, pa imaš take razpredelni, take kvadratke, ne? In ja, in potem tukaj bolj splaniraš. Ful mi je všeč, da so taki kvadratki zdaj, da niso oni podolgovati, ker v teh 100-krat lažje pišeš. Potem tu spodaj imajo vedno taki prostorček, kjer piše fokus, torej na kaj se fokusiraš. Jaz sem vedno tu na YouTube napisan. In ena, ki je tak ful cool stvar, ki je lansko leto niso imeli, je v bistvu taka razpredelnica, kjer piše me time, kjer imaš potem, in potem piše kaj, kje, koliko je stalo in pa če si to naredil. Torej si zapišeš, kam bi šel, recimo jaz sem si napisala, kao kupi si skincare routine, ne. In v bistvu zgleda tak, ne. In je meni ful lepo. Na drugi strani pa še imaš kao transakcije, torej koliko denarja dobiš, koliko ga tudi porabiš. Jaz sem zaenkrat samo vpisovala, koliko ga dobim, zaradi tega, ker nisem planerja dobila na začetku meseca, teda še tu nisem, zdaj ne vem koliko vpisovala, ampak sem samo vpisala, koliko sem dobila. Naslednji mesec sem vam tudi vpisovala recimo stvari, ki sem jih porabila, zaradi tega pač, da vidiš približno, kam gre tvoj denar. In potem eno stran pred novim mesecem pa je še things in my head, ki izgleda tako. In tukaj si jaz v bistvu zapisujem samo neke kvote, ki so mi, ne vem, všeč ali pa kaj takega. Da tak od znotraj izgleda ta planer, torej za vsak mesec dobiš mesec razpredelnico, kjer lahko vpisuješ, potem dobiš tedenske prostorčke, kam lahko vpisuješ. Na koncu meseca pa še imaš recimo me time, torej si nekaj privoščiš in si zapišeš kaj in koliko si dal. In potem še imaš recimo denar, ki ga dobiš in ki ga porabiš. In še taki mali prostor za note in pa tudi stvari, ki jih moraš pač rekao bills to pay, kar je pač ful dobro, ampak glede na to, da jaz nimam ne vem koliko nekih računov, ki jih moram plačati, še tega ne uporabljam, ampak pač, ja, ne vem, meni je ful super. Jaz bi rekla, jaz ful priporočam planerje. Kaj se tiče cene, mislim, da je okoli 20 €, sam nisem čisto ziher.
in tako pač večina planerjev definitivno bi priporočala tega preko tistih, ko recimo lahko najdeš v enih trgovinah, zaradi tega, ker eno to sem imela take planerje, ki so tako ono ful premali za mene, da so ful debeli in ful hitro razpadejo in sploh so preveč nakičeni, nima nič. To pa je v bistvu tako fajn pregledno in pač ja. Na to govorim samo zaradi tega, ker so mi to poslali, ampak kot vidite dansko so mi všeč, glede na to, da sem imela že lansko letno verzijo. Ne bi imela zdaj dvoletno verzijo, če mi ne bi bilo všeč. Pač, ja, vidite, to sem jaz lani uporabljala. In lansko leto so imeli po dnevih narediti to tako navpično. Kar mi ful, mislim, ne ful, ampak pač mi ni bilo všeč. Zato jaz po dnevih potem nisem tak face izpolnjevala, ker pač prvo sem mislila, da me ne bo tako motilo, ampak me čez čas ful motilo, zaradi tega, ker ne moš povedi pisati tako dol, ne? In je lažje, če pišeš tak. To je bil en kratek video, ker nisem hodila govoriti preveč o tem. Še enkrat hvala Magic Planner, da so mi to poslali in se meni zdi, da so oni ful tak, ful cool. Ne vem, ful so mi ful prijazni so. Takoj, ko se z njimi, ko jih kontaktiraš, ti ful hitro odgovorijo, tako so bile moje izkušnje vsaj lani in letos. Tako da ja, se zdi, da že ful dolgo govorim in s tem bom tudi zaključila video. Hvala vsem, da ste gledali. Linki od njihove spletne strani oziroma Etsy trgovine in pa od Facebook strani in pa od Instagrama bom postila vse spodaj, da si lahko pogledate. Imajo tako študentske, dijaške in tudi letne planerje. V bistvu to je vse, kar imam jaz za reči. In ja! Hvala, da ste gledali in se vidimo naslednjič. Adijo!